Lep pozdrav iz strani Društva bolnikov Zebra. Mi smo tu zato, da vas podpiramo, da niste nikdar sami, da imate nekoga, ki ima iste probleme kot vi, da se skupaj povezujemo. Cilj Društva bolnikov Zebra je v tem, da ljudje dobijo neko podporo, neko svetlo točko v svojem življenju. Opazili smo, da imajo ljudje, ki imajo fibromialgijo, izredno veliko soprisotnih bolezni in zdi se nam zelo pomembno, da te bolezni, ki so soprisotne, diagnosticirate, ker smo opazili, da če jih zdravite, je tudi vaša fibromialgija boljše. Nekako smo opazili tudi to, da bolniki, ki imajo fibromialgijo, imajo vsi po vrsti hipoksijo, ali vsaj večina od njih, se pravi manko kisika v tkivih, ali vsaj vse znake tega, ne v žilah, v žilah imajo dovolj, če vam bojo dali oksimeter na prst, bo kazal čist dovolj kisika, ampak nekako ne pride skozi to tkivo naprej, skozi te žile naprej v tkivo. Velika večina ljudi ima mnogo soprisotnih bolezni, sem že en video o tem naredila, in potem jim rečejo, da to pravzaprav ne glede na 10-15 soprisotnih bolezni, je njihova bolečina pretirana glede na to, kar imajo, in da je to nepravilen odziv živčev. Ja, to se nam zdi, da je zelo, zelo, zelo vprašljivo, ker opažamo pri naših članih ravno obratno, opažamo, da imajo zelo visok prag za bolečino, še toliko bolečine stoično prenašajo, ker večina ima to celo nekako prirojeno od rojstva. Mnogi, ali pa vsaj polovica njih, bom rekla, se niti zavedali niso, da imajo kakšno bolezen, zato ker so od rojstva bolehali, od rojstva jih je bolel, potem je pa pač neka stvar šla čez rob, ker so bili ves čas nekako bolni, jim je pa to šlo čez rob in niso več, njihovo telo se je popolnoma sesulo, kar ne pomeni, da je bil kriv stres, ampak je bil stres pika na i vsem ostalim predhodnim stanjem. Zdaj, zelo pomembno je, da si te bolezni diagnosticirate, zato da boste vi boljše. Če si teh stvari ne diagnosticirate, če vam jih ne zdravijo, če si sami pri tem ne pomagate, ne bo šlo na boljše. Seveda boste med člani najdli tudi nekaj ljudi, ki rečejo, jaz sem pa ozdravel, Navadno, ko smo delali neke, bom rekla, ankete o tem, kako so te ljudje bili boljši, večina jih ne dela več, ima zelo dobro podporno okolje, niso več pod stresom, so finančno preskrbljeni, nimajo več otrok v fazi, ko bi jih morali oni vzdrževati in oni za njih več ali manj stvari početi, tako da v bistvu so v nekih zelo prijetnih okoliščinah, ki so seveda izboljšale njihovo bolezen, kot se vsaka bolezen izboljša, če boste izboljšali popolnoma vse pogoje, da boste imeli podpornega partnerja, nobenih finančnih problemov in tako naprej, tako da to je zaželjeno, priporočljivo, ker pa vemo, da vsi tega ne morete narediti, ker imate neke objektivne okoliščine, zaradi katerih tega ne morete, je pa zelo pomembno, da si vsaj diagnosticirate te podbolezni, ker zelo, zelo različno boste zdravili, mi smo registrirani tudi za redke bolezni, se pravi, predvsem za Ehlers-Danlos in vse redke vezivno-tkivne bolezni. Med redke bolezni spada tudi miozitis, tudi antifosfolipidni sindrom, ki smo jih opazili kar nekaj med našimi člani, mikrovaskularna disfunkcija, ki najbolj verjetno ni redka, pa jo imajo za redko, ker pri kardiologiji teh stvari ne poznajo prav dobro. Smo tudi registrirani za vazospastično angino, se pravi za vse vazospazme, in za ostale redke bolezni. Ukvarjamo se tudi z bolniki, ki imajo disautonomije in podsposturalno ortostatsko tahikardijo ali pa ortostatsko intoleranco, kar je tudi šteto med bolezni, ki niso tako zelo pogoste. In te bolezni se zelo različno zdravijo. Če boste antifosfolipidni sindrom zdravili z rečilci krvi, ker so napadeni, ker je napadena membrana celice, fosfolipidna membrana, boste mikrovaskularno disfunkcijo zdravili popolnoma drugače.
in intolerance povzročene z EDS-om ali pa z razširjenimi vezivnimi tkivi, boste zdravili spet popolnoma drugače. In če to zdravite na kakršen koli način, če z vsemi konji to zagrabite, če vi zdravite in z možnostmi, ki vam jih nudi alopatska medicina v tem primeru, in z alternativo, in z umaknitvijo vseh stresnih dejavnikov, boste zagotovo boljše, kot ste v kakšni akutni fazi. Ker ko ste v akutni fazi, bi vam morali pustiti, da se odpočijete, da vam ni treba dokazovati, da ste tako zelo bolni. Zato je zelo pomembno, da te stvari diagnosticirate takrat, ko niste v najhujši fazi, da vam odkrijejo točno, kaj je vzrok vašim bolečinam. Ne, da vam bodo potem, jaz bom zdaj prebrala od ene naše članice, kaj vse ima, pa vi razsodite, a je to res namišljena bolečina, a telo v bistvu preveč odreagira ali premalo. Naprimer, ena od teh ima antifosfolipidni sindrom, se pravi gosta kri, po domače rečeno, revmatska vročica, revmatoidni artritis, kronične bolečine v hrbtu, Crohnovo bolezen, KOPB, se pravi kronično obstruktivno pljučno bolezen, policistične jajčnike, dermoidno cisto, GVT, kronična hormonska insuficienca, Crohnova bolezen, makulopatija, blefaritis, uveitis, tinnitus, hematurija, herpes zoster, serijsko ponavljajoče, vazospazmi, spazmi v dimljah, homocisteinemija, znižan DLCO, blaga hiperholesterolemija, subfebrilno stanje tudi v času bolezni, sinusitisa in tako naprej. Ne vem, meni se zdi zelo čudno, da takemu človeku rečejo, da je njegovo telo pretirano reagira na bolečino, ali pa dajmo še kakšno drugo, ki spet niso iste kot zadnjič, ampak vam jih nalaž berem, zato da vidite, kaj vse ti ljudje imajo, da temu rečejo fibromialgija. Se pravi, ena druga gospa ima borelioza, poslabšanje vida, različne intolerance, gastritis, težave s sklepi, kolki, hernije, migrene, prehitra mena, se pravi hormonske težave, bronhialna astma, motnje svetlobe in preglasna okolica, se pravi hiperkinetičnost, nepojasnjene bolečine po telesu, občutki najhujše gripe, utrujenost, suhe oči, slab spomin, vročinski oblivi, slab spanec. In temu rečejo, da telo nepravilno reagira na bolečino, da to ni realno, da bi gospa boleli. Potem tretja gospa, omotica, slabost, suhe pekoče oči, visok tlak, povišan holesterol, popuščanje srca, težko dihanje, miokardni infarkt, utesnjene živce ima v vratu, hernijo, posege na stopalih, alergijo na razne stvari, driske in nevropatijo. Gospe so rekli, da ima fibromialgijo, torej pojasnjujejo to, da živci pretirano reagirajo na vse te stvari. Ne vem, odločiti se morate sami. Vsekakor vam pa povem, da je pomembno, da poveste zdravnikom, da jim ponovite vse svoje diagnoze vsakič, ko pridete, in jim poveste, da se vam zdi, da to ni pretirana reakcija živčevja, da to mora biti nekaj narobe s to hipotezo. Pomembno je, da se povezujete z ljudmi, ki poznajo te stvari. Pomembno je, da ozavestite vse te svoje bolezni in da niso nekaj psihičnega, ampak so dejanska fizična stanja. In še enkrat, pomembno je, da te so prisotne bolezni ustrezno zdravite. Pozanimite se od vsake te bolezni, kako, na kakšen način se najboljše zdravi, tako alopatsko, ker zdravniki vam znajo pomagati, Morda od vsake od teh bolezni naredim poseben video, če bi vas zanimali, napišite spodaj v komentarjih, v kateri bolezni od teh želite, da naredim video, kajti Društvo bolnikov se s tem ukvarja. Morate pa vedeti, da nikoli niste sami, da mi smo tukaj za vas. Bolniki za bolnike s svojimi izkušnjami in svojimi
bom rekla, svojo pomočjo, kolikor jo zmoremo. Mi smo tukaj, le vidite, majčko moja majčka je zebra majčka. Z nami nisi nikoli sam, Društvo bolnikov Zebra. Če želite podpreti delovanje našega društva, vabljeni, lahko dobite to majčko. Če želite, nam lahko nekaj donirate za to majčko, ali pa tudi ne. Veseli smo, da ste člani take čudovite skupine ljudi, ki res delajo z ljubeznijo in veseljem in entuziazmom za vas, kadarkoli le lahko, veliko nas, in vabljeni v našo družbo. Veseli bomo, če ste del tega čudovitega tima, bom rekla, te čudovite podporne skupine Društva bolnikov Zebra. Vabljeni.